Uporaba spletnih učilnic Moodle Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani. V brskalnik vpišemo moodle.zgnl.si. Odpre se nam okno naših spletnih učilnic, ker že imate mail naslove Zavoda za gluhe in naglušne v Ljubljani, lahko izberete samo gumb Office 365 ZGNL. Vpisati morate vaš šolski elektronski naslov. Zatem geslo, vaše geslo, ki ga imate za dostop do elektronskega naslova. Vpraša vas, če želite ostati vpisani, jaz tega ne želim, zato izberem gumb ne in že smo v naših spletnih učilnicah. Naše spletne učilnice so razdeljene na 3 dele. Čisto na levi strani imamo meni, na sredini glavno okno z vsebino in desno koledar in ostale pomembne zadeve, vključno s kategorijami predmetov, ki so v spletnih učilnicah za lažje iskanje. Mi se bomo osredotočili na sredinski del, kjer imate gumbek Moj dom. Tukaj s tem gumbkom se vedno vrnete na ta začetni zaslon. Vsi predmeti, kjer boste iskali vaše predmete, koledar dogodkov in pa profil, kjer lahko urejate vaš osebni profil. Danes za nas so pomembni vsi predmeti. Izberemo vsi predmeti, kjer se odločite, katere predmete, torej v katero enoto spadate in katere predmete želite pogledati. Torej želimo pogledati predmete srednje šole, nadalje lahko poiščete strokovne predmete, splošne predmete, odvisno od tega, kar želite. Danes za vajo imamo že pripravljen predmet uporaba spletne učilnice. Predmeti imajo pravokotno obliko in se ločijo od ostalih kategorij ravno po tej grafični podobi. Če pridržimo z miško, vidimo, kdo je učitelj v tem predmetu in pa tukaj pri tem predmetu eno odprto ključavnico, kar pomeni, da je učilnica odprta za goste. V učilnico vstopite z gumbkom Vstop. V primeru, da v učilnico ne boste mogli vstopiti, pomeni, da nimate dovoljenja. Dovoljenje dobite pri učitelju, ki ta predmet uči. Ko se prijavimo v neko spletno učilnico, imamo različna poglavja. Poglavja so odvisna od učitelja, ki uči ta predmet. Tukaj imamo za osnovo 2 poglavja, gradiva in pa naloge. To je tudi tisto, kar se moramo danes naučiti. Med gradivi imamo različne oblike gradiv, ki so vam jih učitelji naložili. Imamo PowerPoint predstavitev, ki jo lahko s klikom nanjo odpremo v brskalniku. V brskalniku nato lahko brskamo med posameznimi diapozitivi, vidimo pa, da je ta datoteka odprta samo za branje. Torej jaz kot učitelj vam nisem dovolila, da to datoteko urejate. Če vas te vrstice motijo, jih lahko zaprete, da lahko nato nemoteno pregledujete gradivo. Ne morete ga pa urejati. Torej, to je prvi način, kako lahko dostopate do gradiv. Vrnemo se nazaj v našo učilnico. Potem je primer slikovnih gradiv, torej kadar vam učitelji naložijo slike. Izberete sliko in ta slika se vam lahko odpre že kar v brskalniku. Torej lahko pogledate sliko, sliko si lahko naložite na vaš računalnik. Torej, če kliknem gumb Prenesi, se mi naloži v moj računalnik. Torej, zdaj jo imam shranjeno in jo moram poiskati med prenosi. Lahko imamo tudi video gradiva, kadar so vam učitelji nekaj posneli. Tudi video gradiva, ki jih izberete s klikom, odprete
in pogledate direktno v brskalniku. Za video gradiva imate spodaj gumbke za upravljanje. S trikotnikom, play ukazom, lahko video poženete in že se vrti to, kar želite. Jaz bom zdaj prekinila, da ne boste slišali dveh pogovorov. Lahko si zmanjšate glasnost, povečate čez cel zaslon ali osnovne nastavitve spremenite. Kadar moramo oddati domačo nalogo preko spletnih učilnic Moodle, lahko to storimo na naslednji način. Tukaj imamo pripravljeno poglavje naloge z odgovori na vprašanja. Izberemo nalogo. V zgornjem delu imamo navodila učitelja, torej navodila in datoteko, ki je v tem primeru priložena. Če želimo to datoteko odpreti, kliknemo nanjo in datoteka se nam naloži v spodnji del. S klikom na ta spodnji del lahko datoteko odpremo, preberemo, zapišemo odgovore in te odgovore, našo nalogo, shranimo v računalnik. Ko imamo nalogo shranjeno v računalniku, jo oddamo z gumbom na oddaj nalogo. V naslednjem koraku od nas zahteva, da našo nalogo poiščemo. Zavedati se morate, da naloge ne morete oddati, če v Moodle niste prijavljeni. Torej, če obiskujete učilnico kot gost, nalog ne morete oddajati. Poiščemo našo datoteko, kjer imamo dve možnosti. Ena možnost je, da poiščemo datoteko v našem računalniku z ukazom prenesi vir, izberi datoteko in datoteko poiščemo v računalniku. V tem primeru smo omejeni na 2 megabajta veliko datoteko. Kadar pa imate večje datoteke, video datoteke, multimedijske datoteke, priporočam oddajo preko OneDriva. V tem primeru morate imeti vaše datoteke shranjene v vaš OneDrive, kar smo pogledali v enem izmed prejšnjih videov. Datoteko poiščete torej v OneDrivu, kjer jo imate, tukaj ste neomejeni glede velikosti, izberete in shranite to datoteko. Torej, obvezno je potrebno shraniti spremembe. Spremembe se shranjujejo odvisno od velikosti datoteke, različno dolgo. Ko imamo shranjene spremembe, vidimo pri statusu oddaje naloge, da imamo trenutno predlogo in da je še ne oddana. V tem koraku lahko našo datoteko še vedno urejamo, spreminjamo, brišemo, dodamo novo nalogo ali pa se odločimo, da to nalogo oddamo v ocenjevanje. V tem primeru izberemo ukaz oddaj nalogo. Preden lahko oddamo nalogo v ocenjevanje, nas sprašuje, ali je to dejansko naša naloga, torej naša lastna naloga, ali nam jo je naredil nekdo drug. Seveda morate izjaviti, da je to vaša naloga. Šele nato lahko nadaljujete z oddajo naloge v ocenjevanje. Ko ste potrdili, da je to vaša naloga, vidite, da je status oddaje naloge oddano v ocenjevanje. Šele zdaj lahko učitelj vašo nalogo oceni.